Na zasneženih strminah je v teh dneh živahno. Na smučišča so se namreč že podali smučarji in drugi obiskovalci. Policijska uprava Maribor ob tem znova poziva k strpnemu, varnemu in odgovornemu smučanju v skladu z mednarodnimi pravili in navodili o varnosti na smučiščih. Več o strpnosti in varnosti na smučiščih je v ponedeljek na Treh kraljih povedal policist smučar Tadej Čufar. V letošnji smučarski sezoni ponovno pozivamo vse smučarje, da se ravnajo vseh 10 FIS pravil, upoštevajo pravila, navodila, opozorila nadzornikov na smučiščih. Prav tako, če rečemo, da morajo smučati odgovorno, se ravnati po znakih, ki so postavljeni na smučiščih, upoštevati seveda morajo vseh 10 FIS pravil na smučišču, seveda morajo prilagoditi svojo hitrost svojim sposobnostim, znanjem smučanja. Prav tako moramo izpostaviti, da morajo bolj izkušeni smučarji paziti na šibkejše, to pomeni otroke in tudi tiste, kateri se še komaj učijo smučanja. Seveda pa na smučiščih velja, da ne sme biti prisoten alkohol, kakor tudi ne mamila oziroma druge psihoaktivne snovi ali zdravila. Izpostaviti velja tudi, da je obvezna uporaba zaščitne čelade za otroke do starosti 14 let. Seveda pa je priporočljivo tudi, da jo uporabljamo vsi odrasli smučarji, saj je na prvem mestu varnost na smučišču. Prav tako, če se obrnemo malo na statistiko, v letošnjem letu smo imeli že eno hudo telesno poškodbo na smučišču na območju PP Ruše, pa seveda 2 lahki telesni poškodbi, eno na območju PP Bistrica, eno pa na PP Ruše. Zdaj, če pogledamo na lansko leto, v lanskem letu smo obravnavali 8 nezgod na smučiščih, od tega je bilo 7 hudih, ena pa lažja telesna poškodba. Seveda še velja omeniti, da ko se vračate iz smučišč, ravnajmo odgovorno, naj se ne vračamo v opitem stanju. Policisti na smučiščih predvsem preverjamo prisotnost alkohola, psihoaktivnih zdravil in drog. Dovoljeno je tako kot v cestnem prometu 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka, ko se opravi preizkus z elektronskim indikatorjem alkohola. Obstaja potem skupna globa, to pomeni, kakor ko preizkušanec preseže 0,24 miligrama na liter izdihanega zraka, takrat je enotna globa 400 evrov. Prav tako pa skrbimo za javni red na smučiščih in splošno za varnost in premoženje ljudi. Prav tako, ko se smuča, ne puščamo vrednejših predmetov v vozilih, ker saj prihaja tudi do kakšnih vlomov vozila, pa prav tako moramo paziti na svojo smučarsko opremo, da je ne izgubimo oziroma da nam jo kdo ne odtuji. Za boljšo varnost na Treh kraljih skrbi tudi nadzornik smučišča Alojz Gostenčnik. Imamo trenutno usposobljene 2 smučarski progi, to se pravi Vlečnica Črno jezero in pa Veliki vrh. Tam imamo tudi novo posodobitev, 4-sedežnica. Vreme smučarske proge so odlične za smuko in tako da bom rekel, da v tem letu smo kar dobro začeli. Tu gre bolj, bom rekel, tako za manjše smučišče, več ali manj imamo to pod nadzorom. Tudi primerno so označene na vstopnih postajah, to se pravi otroci do 14 let je obvezna čelada. Če pride tudi kakšen, mogoče bo naredil eno vožnjo brez tega, da ga opaziš, ampak drugi vožnji bo imel sigurno čelado, ker tudi priporočam tudi za starejše. Kajti, bom rekel, mogoče, da jih pride 100 ali 500 smučarjev tukaj, mogoče še starejši smučarji, da najdeš tam po par ljudi, ampak večina pa imajo že praktično vsi varnostne čelade.